Živjo, eno lepo torkovo dopoldne vam želim. Zjutraj sem jaz že 3/4 videa naredil, pa je on šel v maloro, ker mi je zmanjkalo baterije. Ampak nič ne de. Naslov videa je bil dotik. In zdaj bom jaz v bistvu do nas malo krajši, glih iz tega naslova, ker je dopoldne, pa zaradi tega, ker bom eno obširnejšo temo še naredil. Mogoče sem apeliram na dotik božanskega ali pa dotik zveri ali pa mark of a beast, se pravi pečat zla. Božji dotik je, ko se te dotakne ljubezen, ko te prežema ljubezen, ko si go with the flow. Dotik človeka je lahko zdravilen, zato ker kadar smo mi v neravnovesju, takrat se telo odzove s čiščenjem in mi smo bolni. Takrat mi rabimo priti nazaj v balans od nekoga, ki je v balansu. In objem, dotik je zdravilen. Tudi v Bibliji tudi piše, da je Jezus se s polaganjem rok zdravil ljudi. Imamo pa tretjo vrsto dotika, ki je pa grozna, in to je dotik starejše osebe brez duše in srca, ki se dotika otrok po mestih, ki od te otroke zaznamujejo za zmeraj. Govorim o preverznežih, ki so mlade punčke in fantke otipavali v njihovih najbolj rosnih letih med 3., 2. in 12. letom. Vsa ta dekleta so infantje, so zaznamovani pravzaprav za celo življenje. Nikoli niso dosegli pravice, nikoli niso dosegli tiste točke, da bi rekli, tak me je šlatov, on je baraba in je tam, kjer mora biti. Ne, ta človek, ki je bil kaznovan prvič za nobeno grdo dejanje, se pravi otrok ni ne kriv ne dolžan, je doživel izkušnjo, ki ni prijetna. Jaz ne vem, tisti, ki tega niste doživeli ali pa nismo doživeli, težko govorimo o tem zares. Zgodbe, ki pa prihajajo do mene, so pa srce parajoče. Apeliram vse, ki imate to vrstne zgodbe, če želite, valjda bom z veseljem prebral in posredoval te stvari naprej, ker mi moramo s temi stvarmi priti na čisto. Jaz se ne bojim nikogar. Nobenega tega, ki je s svojimi umazanimi rokami se dotikal teh nedolžnih otrok. Naj povem, ti ljudje me ne marajo. Ti ljudje bi me slekli iz kože, ker odkrivam njihova perverzna dejanja in vejo, da prihaja konec in zdaj so poiskali grešnega kozla. Pronađi žrtvo Iponizije, je rekel Bajaga, in s prstom kažejo name, Turšiča je treba utišati. Na vse načine ga je treba utišati, vendar žal vam povem, Turšiča ne bo noben utišal z ničemer več. Več je kasno, več je vlak krenil in where we go on, we go all. Ker smo začeli, bomo nadaljevali do konca in nihče ne more ustaviti, kar prihaja. Vse to so izjave Q ekipe, ki opogumlja tudi mene. Vsi, ki pravijo, da Q ne obstaja, se bojijo te resnice. Ker tisti, ki trdi, da Q ne obstaja, pomeni, da ga je raziskal, pa ga ne mara ali pa ne raziskuje nič in še vedno živi v zablodi. To je moje osebno mnenje in dejstvo. Zdaj ta pedofilija ni bila tam daleč stran v Ameriki, ni bila tam daleč stran v Ne. Stric, zdaj si bom zmislil, stric Ferdo je šlatov Metko, spet sem si zmislil, in Ferdo je bil prijatelj od staršev, od Metke. In Metka je povedala očiju, da je Ferdo jo otipaval, šele mogoče po nekaj letih, ker takoj se ni upala sploh, niti ni zreciklirala, kaj se dogaja. In oči je rekel, da je Mojca lažnivka, Ferdo pa fejst fant, pa sej pa je, poglej ga, toliko aktiven, ima lepo službo, to on dela na upravni enoti, lepo poje, celo pevski zbor, dekliški vodja, on pa ne bi bil tak, če pa deklice uči pet. On je imel cel nabor, ti pedofili so si najdli svoje točke tam, kjer je bilo njim najmanj mesto. Zastopite vi to. Isto največje barabe delajo tam, kjer ne bi smele. Govorim o vladnih, govorim o
Ja, v delovnih mestih, pa sej pevovodja biti ni delovno mesto, ampak oni so zavzemali te pozicije. Njim najslajše. Bolje jih je briga, ali one pojejo dobro ali ne. Glavno, da so oblekice lepe, pa da jih je gledal pa tipov. Mislim, kaj tacga. To so preverzne stvari, o katerih moramo mi govoriti na glas. Tisti, ki imate lastno izkušnjo, dobrodošli, da mi jo pošljete v pisni, analogni ali pa digitalni obliki. Nisem nikamer skrit, povsod me najdete, poštar mi prinese, mail dostavi in tako naprej. Z veseljem bom podelil zaradi tega, ker mi res moramo te stvari odpreti. Naj zdaj dodam, da kako se zdaj išče, jaz sem že govoril, kako narcisi želijo imeti neko imuniteto, kako želijo imeti pripadnost, ne, oziroma se izkazati kot nedolžen. Zdaj si poglejte, kako RTV-jevci štrajkajo. Po 3 letih, ko so zagovarjali genocid, pedofilijo in vsem tam so molčali. Ne? Niso vedeli. Torej so en kurc raziskovali. A ne? Oni so delali, kot so jim šefi rekli, oni so pa rekli, pa nič, kaj pa čem šef je tako rekel. Dragi moji, jaz sem bil tudi na televiziji, pa nisem več. Iz tega istega razloga, ker sem rekel, ne bom pomagal lagati, ker moralna načela in vrednote so pred denarjem. Je prav? Zaradi tega sem bil tudi, bom rekel, stigmatiziran, pa umaknen, pa osran, pa za mojim hrbtom se govori svašta, pa ljudje me ne marajo zaradi tega, ker razkrivam njihova umazana dejanja. Ne bojte se govoriti resnice. Resnica nas bo osvobodila. In če govorite, to pomeni, da zagovarjate nekaj. Tisti, ki molčijo, ti ne bodo osvobojeni. Zaradi tega, ker delal sem zato, ker ni bilo drugega, jih ne bo rešilo pred vojaškimi tribunali. Molk pa tudi ne. Več. Jaz sem večkrat pozval, odločite se, zavzemite stran. Vsem je vse odpuščeno, že zdaj, tudi RTV-jevcem. Vendar, predtem bo treba razjasniti vsak sam pri sebi, kaj je počel. Tam bo definiral, ali želi z nami naprej ali ne. Sam definirati pa ni enostavno. Najbrž vsak od vas ve, čez kakšno govno je treba iti. Če pa si zavajal ljudi in podpiral genocidnike, pa imaš pri sebi kar nekaj dela. Zdaj nekdo je lepo napisal, mislim, da nek Borut, da želi, da ne kar stavkajo, se jim pripada stavka, ne? Super, se strinjam in pravi, ne vi kar stavkajte do izheranosti. Ja, kar do izheranosti, ja, pa pokličite prijatelje zdravnike, ker oni bodo najbolj slučajno tudi na stavki. Tako da v bolnico vas bodo mogoče že pripeljali, odpeljala vas bo pa komunala na žale, predtem vam potrgajo organe, ven tiste, ki še delajo, ker tu delajo zdravstvene ustanove. Valjda porodnišnice prodajajo placente, otroke in popkovine, zdravstvene ustanove pa prodajajo organe, zato jih pa kremerajo ljudi, da ne bi slučajno kdo drugo odprl, pa videl, da jim ljudem marsikaj manjka. V zelo grdem svetu živimo, bodimo si na jasnem. Dotikanje je super stvar, ko se srca zbližajo, ko se dva zaljubljena objameta, ko se tisti, ki rabi objem, objame z nekom, ki ima moč objema, iskrenega objema. Takrat so to zdravilne stvari, kadar se dotikajo napačni ljudje, otrok po napačnih mestih, so pa zame to ostudna dejanja, vredna obsodbe in pravica naj pride čim prej. In Manu Chao je rekel, go Masai, be mellow, go Masai, be sharp. Torej Masaja, ko boš prišel, Mesija, ko boš prišel, bodi nežen, mellow, najbolj je nežen do teh, ki so bili žrtve, in bodi oster do teh, ki so delali grde stvari. Sploh ni več besed, da bi rekel, kako grde. Bom rekel samo grde, ostudne, nagražne, do obisti sprijene, ne smejo in ne morajo iti naprej v dobo čistih, v dimenzijo pete zemlje, peto dimenzijo zemlje, nove zemlje. Kaj gremo? Čistimo se. Če se morate jokati, zjokajte se. Če noter vas tiščijo stvari, napište jih, če jih ne morate povedati. Papir prenese vse. Zažgite, dejte ven.
Dajte iz sebe ven, dajte kozlat, dajte srat, jaz drugače ne morem bolj simpel reči. Dajte se zjokati, solze so čistilni servis, DOO. Iz solze bolečine boste iztisnili s tem marsikaj iz sebe. Za njimi pridejo solze sreče. Meni verjemite. Meni prihajajo te solze sreče, tudi sočutje z vami, pač empat sem, kaj ne zdaj. Mene vsako pismo tudi se me dotakne, ne morem čisto podoživeti izkušenj ljudi, ki mi pišete, se pa to dotakne mene in mojih tistih obdobij, ki sem tudi jaz imel svoje banane. Ne? Tako da nihče ni popoln, nihče ni perfekten, smo pa vsi samo mi in pogumno dejanje je korak naprej. Odločiti se za narediti korak naprej in spregovoriti na glas za dobrobit vseh. Vlada pada, zdravstvo pada, novinarji padajo, banke padajo ena za drugo, ljudje pa ne rabite meni verjeti, odprite oči pa poglejte. Dejstev je dovolj. Zdaj, sem rekel, bom naredil malo krajši video, zato da vas ne zadržujem preveč časa. Imam, tle na koncu bom prilepil še 2 videa, ki sta zdaj na frišno odklenjena za vse vas, ki sta odklenjena, bila pa sta na razpolago več kot en mesec, od začetka avgusta na razpolago tistim, ki so donirali, ampak nima veze, želim, da gre vse naprej, tudi ti, ki so donirali, se strinjajo s tem, da grejo stvari naprej in da izvemo čim več, da si pomagamo drug drugemu. Dajte pomagati tudi vi najprej sami sebi in vam bo Bog pomagal pri vaših odločitvah. Sam jih morate sprejeti pa narediti korak naprej. Zapustiti za sabo stvari, ki ne vibrirajo z vami. Naj si bo družina ne valja, naj si bo služba ne valja, če ne vibrira z vami, ni ta prava. Jaz sem opustil službe, ampak sem v službi človeka. Vibrirate z mano. Nisem v mizeriji, nisem lačen, nisem žejen, nisem v konvencionalni službi. Ne pogrešam tega, ampak sem blazno vesel, navdušen, hvaležen in poln stvari, ki jih denar ne more kupiti in jih ne bo nikoli kupil. In ta denar, vam povem, je vreden nič, ker vam ne more kupiti tega, kar jaz vidim, slišim, doživljam, čutim in vam privoščam vsem to isto stvar. Srečni in veseli bomo skupaj in skupaj smo nepremagljivi. In Q je rekel, it's gonna be biblical, postalo bo biblično. Razslojujemo se na tiste sloje, ki se nikoli nismo razslojevali so nas pod pretvezami. Zdaj pa se bomo res ločili žrtve od pedofilov, od prascev, genocidnikov, od prevarantov, manipulantov, lažnivcev in ne vem, katere grde besede jim še lahko najdemo. Iskreni, čisti ljudje smo vedno bili postavljeni na rob in smo bili predmet posmeha, stigmatizirani od rane mladosti, nekateri bolj, nekateri malo manj. Nihče pa ni, tisti, ki ima dušo in srce, ni ostal neopažen. Zavedajte se, kako velik aparat je deloval, da je zaslepljeval to realno, dušno, energetsko življenje. Kloniranje ni nič novega, ovca Moli je prišla pa kao šla, ampak kloniranje je bilo tukaj nekaj vsakdanjega. Kaj naj vam dodam? Nič naj vam ne dodam, širite resnico. En način je tudi ta, da nosite majčko Zlata doba že tukaj, ker smo jo sproducirali zlati ljudje skupaj. Tako da, pa še šalica bo tudi zdaj prišla, bom te nekaj linke pripopil. Ne rabite nič kupovati, ne rabite nič plačevati, bodite vi, živite življenje, pejte v naravo, ne pozabite se smejati, pa slabe misli mečete stran, največje travme pa povejte ali pa jih zapišite. Lahko mi jih pošljete, lahko jih vržete pa na ogenj. Okay? Uživajte, dan je lep, jesen bo lepa, plodna, kako pa oni ustrehujejo, pa naj vam ne bo nič mar. Ugasnite radio, pa poslušajte ptičje petje, pa veter, pa šumenje, valov, vetrov in čuričkov in ptičkov in vsega. Naj vam ljubezen prepeva, ker ona premaga vse, celo največje rane. Okay? Držite se, rad vas imam, ljubljeni ste pa bosa noga, sem tudi že rekel. A ja, je mraz, je klinc mraz. Ajde, držite se, čau.